Ali lahko uganem, da je največ interesa, da nadaljujemo kar pri tej temi? Tako. Prosim, izvolite. Evo, za vas bi imel nekoliko drugačno vprašanje v zvezi s tem. Danes, ko smo pač hodili snemati odzive po državnem zboru, v zvezi s tem je videti, da ne samo opozicija, pač, ki že nekaj časa glasno nasprotuje sprejemu ujetnikov iz Guantanama, tudi v koaliciji, recimo prvi poslanec LDS-a, nekateri vaši poslanci so proti. Zdi se, da nekoliko po nepotrebnem drvite v še en parlamentarni fiasko. Teh smo v tem mandatu nekako videli že precej. Ali je res potrebno to? No? Je potrebno, ker gre za vprašanje, ki zadeva nas, zadeva identiteto naše zunanje in domače politike in zadeva naš odnos z zavezniškimi in prijateljskimi državami. Vprašanje sprejetja nedolžnih ljudi iz Guantanama, ki so bili surovo mučeni, je humanitarno vprašanje. Slovenija je upravičeno obsojala obstoj Guantanama in zdi se mi, da ima moralno pravico, ne pa tudi dolžnost, moralno pravico, da se izreče, ali je pripravljena pomagati kateremu od posameznikov, ki bi zavrnitvijo v državo, iz katere je prišel, bili verjetno izpostavljeni nadaljnemu mučenju ali celo grožnji smrtjo. Ne dopolnim govornico pred menoj. Mi smo, oziroma bom rekel natančneje jaz, kot predsednik vlade, že kmalu po zaprtju Guantanama in po odločitvi predsednika Obame, da prosi na mednarodno skupnost za pomoč pri sprejemu zapornikov. Jaz sem takoj v pogovorih z ameriško stranjo povedal, da moje osebno mnenje je bilo, je in ostaja naklonjeno temu, da bi Slovenija vzela enega od zapornikov. Danes je 11 držav Evropske unije, ki je sprejelo enega ali več zapornikov iz Guantanama in večinoma natančnih podatkov ne poznam. O tem, če se bomo tako odločili, bo še govora, je stroške za njihovo bivanje prevzela vlada Združenih držav Amerike. Jaz mislim, da je prav, da se pogovorimo o tem vprašanju. Jaz ne bom silil parlamenta, če bo vlada sprejela tak sklep. Mi smo danes, ko smo sprejeli pravno podlago, omogočili, da tak sklep sprejme, ali ga bo, bomo videli potem, ko bom predlagal predlog. Jaz se bom osebno za to zavzel. Zavzel se bom zato, ker gre za neko potezo države, ki to stori iz humanitarnih razlogov, v zavezništvu s prijateljsko državo, ki je bila vzoren partner pri mnogih političnih, gospodarskih, vojaških in drugih sodelovanjih z našo državo in jo v mednarodni skupnosti podpira ter ima z nami vsestransko razvite odnose na principih medsebojnega spoštovanja in enakopravnosti. Če bi se izkazalo, da je v slovenski javnosti med večino poslank in poslancev negativno mnenje do sprejema zapornika iz Guantanama, vlada ne bo pri tem vztrajala. Jaz sem o tem že obvestil ameriško stran v pogovorih. Poskušal pa bom prepričati slovensko javnost in državni zbor, da bi bila ta humanitarna poteza nekaj, kar bi dalo slovenski zunanje politični in domači politični identiteti eno dodano vrednost. Glejte, če boste pogledali recimo identiteto Norveške, bo prvi odziv ljudi, ki jim boste omenili Norveško, da je to država, ki prvič izredno veliko sredstev namerja za humanitarne namene, da je država, ki posreduje v mednarodnih sporih kot posrednik, da je država, ki zelo liberalno sprejema ujetnike, politične preganjance, da je to država, ki se bori za in namenja sredstva za zaščito ljudi, ki so politično in drugače preganjani v tretjih državah. Jaz si želim, da bi bila tudi Slovenija, seveda spričo svojih kapacitet, sorazmerno,
razumljena kot država, ki je, čeprav je v nominalnem smislu majhna država, v mednarodni skupnosti prepoznana kot država z nekaterimi jasnimi zunanje političnimi principi. In eden od principov je tudi, seveda, nam sorazmerno mogoča odgovornost za reševanje humanitarnih vprašanj. Poglejmo naprej stvari. Kot rečeno, torej, da zaključimo Guantanamo. Jaz sem danes ministerski zbor zgolj obvestil, da bom, ko bom imel dovolj informacij, predlagal vladi, da se pogovorimo o možnosti, da bi sprejeli enega od zapornikov iz Guantanama, da to storimo iz humanitarnih razlogov. Takrat bom imel tudi podatke o tem, kdo bi ta oseba bila lahko, kakšno finančno asistenco vlada Združenih držav za to lahko nameni. Vlada se bo o tem pogovorila in če bo sprejela pozitiven sklep, bomo tak predlog predlagali tudi v državni zbor. Želim slišati mnenje državnega zbora, ker bo to pomembno določalo neko našo zunanje politično identiteto v prihodnje. Poglejmo naprej. Na severu Afrike se dogajajo upori ljudi zoper tamkajšnje oblasti. Eden od učinkov teh demonstracij in zoperstavljanja oblasti zoper protestnike bo verjetno tudi bistven porast števila beguncev iz teh držav v države Evropske unije. Razumem iz odzivov slovenske javnosti in se veselim, da je temu tako, kar se jim pridružujem, to sem storil tudi javno, da obsojajo nasilje in da izražajo solidarnost z ljudmi, ki so politično in drugače preganjeni. Vprašanje, ki se zdaj postavlja za nas je, ali bomo toliko konsekventni, da bomo in ko bodo ti ljudje prešli meje Libije, Egipta in drugih držav, Tunizije, Maroka, in bodo prišli na obale Španije, Italije, Malte, Grčije in morda tudi v Slovenijo. Ali jih bomo pripravljeni sprejeti ali ne. Ali pa bomo ostali samo pri tem, da obsojamo nasilje, ko pa gre za pomoč ljudem, ki jih je to nasilje dohitelo, ne bomo storili nič za to, da se jim pomaga. Spet so razmerno naši velikosti in moči, da to storimo. Nihče od nas ne bo pričakoval, da storimo več, kot to lahko seveda dejansko z našimi razpoložljivimi močmi tem ljudem pomagamo. Hočem povedati, z diskusijo o enem od nedolžnih, surovo preganjenih ljudi v Guantanamu, ki smo ga Slovenci kot taborišče in način represije nad nedolžnimi ljudmi ali tistimi, ki jim kriminalnost ravnanj ni bila dokazana, ali bomo zdaj povlekli tudi kakšno odpotez, ki bodo tem ljudem pomagali za to, da bodo preživeli. In to samo tako, da jim damo možnost, da pridejo v Slovenijo, ker sem povedal, stroške v glavnem bolj ali manj v skladu z dvostranskimi pogovori, potem dogovorita vladi Združenih držav Amerike in vlada države prejemnice. Tako da se bo odprla ena politična diskusija, če se bo v slovenski javnosti in v državnem zboru pokazalo, da ni razumevanja za sprejem zapornika iz Guantanama, bodo ameriške oblasti razumele odločitev slovenske vlade, da zapornika ne sprejme. Jaz pa se bom potrudil slovenski javnosti in državnemu zboru pojasniti, zakaj bi bilo dobro in prav, ne zaradi servilnosti, ampak zaradi naše suverenosti, da kot prijateljska, zavezniška država, ki utemeljuje svojo zunanjo politiko na med drugim solidarnosti, pomagamo z sprejemom enega od njih. Ja. Kar se stroškov tiče, torej tako, ne, če zaradi pomankanja stroškov strani te osebe iz Guantanama mora Slovenija jamčiti, v resnici jamčijo ZDA, to je tako, ne? Večinoma so se, kolikor mi je znano, mi nismo šli v podrobnosti te odločitve, ker nismo imeli doslej pravne podlage. Pogovarjali smo se samo o načelnem stališču, zlasti mene kot predsednika vlade, ker seveda pravne podlage doslej ni bilo in se drugi tudi
v pogovorih z ameriško stranjo o tem niso pogovarjali, ali bi bili pripravljeni razmišljati. In jaz sem od začetka mandata predsednika Obame in njegove prve odločitve, in to je bilo zaprtje zapora v Guantanamu, dajal vedno vedeti v pogovorih z ameriškimi diplomati, da osebno, sicer brez pravne podlage, ki mora biti prej sprejeta, menim, da vkolikor ta bom predlagal slovenski vladi, potem pa tudi širše, če bo tako potrebno, da bi enega od zapornikov, ki so nedolžni ljudje, sprejeli in mu pomagali, s tem, da, kot rečeno, z dvostranskim sporazumom bi morali doreči poravnavo stroškov zanj.